Spoštovani, spoštovane, ura je 17, začnemo z današnjo 21. redno sejo občinskega sveta. Prosim za malo pozornosti. Občinska uprava, prosim, da se malo umirite. Gospod Fajmot, prosim. Pred vami sklepčni smo, upravičila sta se Ožbej Pori, Liza Kožar, nas lepo vse skupaj pozdravlja, vozi dojenčka, tako včasih Boštjan, tako da pa Stermec, pa še kdo, tako da nikaj. Upravičil se je, Stermec je še na pogrebu, Pliber, ko jaz sem prišel nazaj, pa David se je upravičil. Sklepčni smo, pred vami je dnevni red današnje seje, kakega predloga za spremembo ni, dajem v razpravo dnevni red današnje 21. redne seje. Želi kdo, ima kdo kako pripombo? Če nima, potem predlagam, da potrdimo dnevni red 21. redne seje. Kdo je za to? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje. 20. redne seje, 26., 27. in 28. dopisne seje. Želi kdo razpravljati o zapisniku, pisnih pripomb na zapisnike nismo dobili. Če ne želi, potem dajem zapisnik 20. redne, 26., 27. in 28. dopisne seje na glasovanje. Kdo je za sprejem zapisnikov? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4. Odlok o spremembi odloka v proračunu občine Prevalje za leto 2025, rebalans 2. Prosim za kratko obrazložitev na začetku Veronika. Izvoli. V skladu z 31. členom statuta občine Prevalje, 28. členom zakona o javnih financah in 100. členom poslovnika občinskega sveta občine Prevalje smo pripravili predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2025. Izhajali smo iz realizacije januar-august in ocenili prihodke in odhodke do konca leta 2025 ter uskladili projekte z dinamiko izvajanja. V mesecu januarju ste svetniki na 16. redni seji sprejeli proračun občine Prevalje za leto 2025 in v mesecu juniju še rebalans 1. Na prihodkovni strani smo zmanjšali postavko davek na promet nepremičnina, finančno premoženje. Proračunsko postavko smo zmanjšali za 35 000. Gre za vračilo davka na promet nepremičnin iz leta 2020 in obresti iz tega naslova. Ministrstvo za finance je odpravilo odločbo in nam naložilo vračilo prihodkov. Potem smo prijeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih odhodkov uskladili glede na terminski plan v letu 2025 in za leto 2026. Posledično se je spremenila tudi postavka na odhodkovni strani. Povečati je bilo potreba še postavko za ureditev parka Prevalje. Glede na ponudbo za nepredvidena in več dela na projektu ograja, obodna pot, zasaditev večjih dreves, dodatna igrala in namakalni sistem. Skupni prihodki so planirani v višini 36 203 000 in odhodki v višini 38 203 000. Razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 2 milijona 1000. V bilanci C pa se še poveča ta primanjkljaj za odplačila kreditov 452 787 in predvideno je najetje kredita dolgoročnega v višini 1 750 000 za nakup zgrad z zemljiščem in za vodooskrbo 135 969 evrov. Primanjkljaj vseh treh bilanc je 567 322 evrov in se pokrije iz preostanka sredstev iz leta 2024, tako da je proračun usklajen.
Do ponedeljka je bilo možno vložiti še amandmaje, pa ni bil vložen noben amandma. Hvala. Mogoče še nekaj podatkov v zvezi z investicijami, ker investicijami oziroma sanacijskimi programi, ki smo jih delali v letošnjem letu. Rebalans je pač prilagajanje proračuna dejanskim zadevam, dejanskim investicijam, ki se pač terminsko ne skladajo glih s tistim, kar smo na začetku mislili, so premiki naprej, nazaj nekatere stvari, bolj dolgo traja postopek, da pridemo do finančnih sredstev. Ampak stvari so zdaj utečene in na nek način dobro delamo z MNVP-jem. Letos imamo na programu zdaj to, kar zdaj delamo, enih par stvari je že končanih v višini skoraj 11 milijonov evrov in 2 milijona pa še nekaj gozdnih cest. To so čiste investicije. Poleg tega zaključujemo park Jezero, ki seveda je financiran iz drugih virov. Hkrati tudi pripravljamo, ker se leto 26 približuje, plane investicij za leto 26. Sanacijski program teče do leta 28, to pomeni, kar bomo zdaj naredili, to bomo imeli. Kar ne bomo naredili, ne bomo imeli. Čist logika. Zato smo vsi obremenjeni, vsi delamo na polno, še več bi delali, če bi imeli več projektantov, če bi imeli še projektante, ki bi od sebe dali kaj več, tudi izvajalcev, ampak na nek način še vedno plačujemo. Občina Prevalje je ena redkih občin, mislim, da koroških občin, ki še vedno plačuje približno na rok. Mi zaradi tega pač uporabljamo vse vire in vse možnosti od kratkoročnih kreditov do dolgoročnih kreditov. Čeprav dolgoročni krediti so bolj namenjeni dolgoročnim investicijam, zato zdajle pač pripravljamo en dolgoročni kredit oziroma smo ga angažirali za nakup zemljišč Mercator Tehnike. Tako da mi smo svoje obveznosti izpolnili, zemljišče je naše, zdaj pa seveda na nas, kako bomo ta prostor izkoristili. Namen je seveda preselitev zdravstvene dejavnosti s fizioterapijo v ta prostor, povečati kvadrature, dodatne dejavnosti, dodatne ambulante, ki jih predvidevajo, tako da bi bilo pa tam na enem mestu, v enem objektu. Ostalo pa, kot sem že rekel, stanovanja, ko bomo imeli že, zdaj imamo samo zasnove, ste jih videli že na odbori, sem malo kazal te skice, ko bomo imeli malo več, bomo seveda prišli s tlorisi in nadaljevali. Je pa seveda za teh 2000 kvadratov, koliko zdravstvo rabi, potrebno zagotoviti finančna sredstva, ker smo mi odgovorni za investicijo v primar. In to je približno 2000 kvadratov krat napad 3000 evrov, je to 6 milijonov, je treba zagotoviti. Tega še nimamo, ampak delamo na različnih področjih, iščemo variante, tako da, ko bo tako daleč, bomo mogoče tudi imeli kakšne rešitve. Park Jezero je v zaključku, računamo, da nekje do sredi novembra bi pa lahko bil park končan, če se ne bo kaj zalomilo. Vidite zdaj, kako izgleda, nekaj smo povečali zaradi dodatnih dejavnosti, ampak jaz mislim, da nismo škrtarili pri vsebini, pri igralih za otroke, za najmlajše, za starejše, za pravzaprav vse generacije in ta prostor res, jaz mislim, da bomo in bojo ponosni na ta prostor, da smo ga lepo uredili. Na nas pa je seveda, da vzdržujemo in da pazimo na to, da ne uničujemo kar sproti vsega. Jaz se zahvaljujem gospodu Šumahu
ker nam pri veliko stvarih pomaga. Več od tistega, kar bi po službeni ali kakršnikoli pogodbeni dolžnosti, pa tudi vsem vam za vse ideje, predloge, ki jih date, ker veliko jih je tule noter, pa še jih bo. Do leta 28 moramo vztrajati z približno enakim tempom, tako da jaz upam, da bomo pelali stvari naprej, tako da bomo imeli res, da bodo naši občani imeli bistveno boljše in bolj varne pogoje življenja v naslednjem obdobju. In da se ne bomo več bali vsake vode. Mogoče bi še rekel, kar se tiče zadrževalnika, danes sem bil v kontaktu z ministrstvom, jutri pride z ministrstva državna sekretarka ravno zaradi, ker je stala, zdaj zadrževalnik je stal zaradi plazu oziroma, ne vem, jutri bojo, tako so rekli, udarili po mizi in pospešili zadeve, da bo čim prej zaključena zadeva, tako kot mora biti. Tako da več informacij bom imel po jutrišnjem dnevu, ker se morajo sami dogovoriti. Drugače pa, če še imate kakšne ideje, jih dajte na mizo, bomo probali. Tako do zdaj. Hvala za to. Gremo na odbor za proračun in finance. Zdravko, izvoli. Odbor se je seznanil s poročilom o poslovanju občine Prevalje. Zgornjo je, se je seznanil z odlokom o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2025, rebalans 2, ter ga soglasno podaja občinskemu svetu občine Prevalje v obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Glede na vse navedene vzroke, ki so pač že navedli, moj predhodnik je tudi odbor za KCG potrdil brez glasu proti ta drugi rebalans proračuna. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Tudi odbor za družbene dejavnosti je soglasno sprejel rebalans 2. Hvala. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, Aleksander, izvoli. Hvala. Tudi odbor za gospodarstvo je soglasno sprejel rebalans številka 2 proračuna in ga daje občinskemu svetu obravnava in sprejem. Hvala. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja, Ivan, izvoli. Hvala. No, tudi komisija je za statut in pravno vprašanje je obravnava odlok o spremembi odloka o proračunu za rebalans 2 in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti ter ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o temi proračuna? Zdravko, izvoli. Hvala. Jaz bi bolj kot o proračunu, o namerah za prihodnje plane, za prihodnjo leto, ker je tudi precejšnji del tvojega izvajanja bo usmerjeno v to, in bi pač opozoril na to, da ne smemo pozabiti, da poleg tistega, kar dobivamo dodatna sredstva in bomo izvajali sanacije, tako do zdaj že pol morda malo manj nujne, da obstajajo nekatere naloge, ki jih občina ima in ki smo jih tudi v programih, ko smo se pojavljali na volitvah, vsi zapisovali, da bojo to naše pomembne usmeritve. Jaz to vem, zato ko sem večini tako jaz pisal programe in bi rekel, ja, da bomo zdaj čez eno leto verjetno spet pisali. Glejte, opozoril bi na vsaj dve zadevi. Eno je čiščenje odplak. Šentanjev, kompletni Šentanjev spušča v Marino Graben že od leta 2012. Naslednjo je Štopar, tudi direktno v Mežo, ampak tam je manj hudo, ker gre v večjo Mežo.
Nasplošno glede čiščenja odplak bi bo treba zdaj pa recimo narediti ene plane. Ljudje ne vejo, kje bo umrli sami to delati, kje se bo organiziralo. Ali tam, ko se bo organiziralo, a jih bomo organizirali mi, ki bomo kandidirali na volitvah, ali jih bo organizirala občina. Za primer bom povedal, na Lokovici sem danes preštel 32 gospodinstev. Ko zdaj eni razmišljajo, da bojo delali individualne čistilne naprave, moramo jim reči, naredite individualne čistilne naprave ali pa se bojo najdle variante, po katerih bomo recimo delali za tisto območje eno skupno. Če se kje splača, če se pa ne splača, pa naj odbor za KCG to reče, pa naj napiše, pa ljudi obvesti. Glejte, se je zgodilo pred leti, da je tu gor pri Štuparju eden si naredil zasebno čistilno napravo, čez 2 leti so mu pa rekli, ti se pa moraš priklopiti na to, ker je dola narediti zdaj kolektor pri Štuparju. To tam pri Mojstu, čeprav ta kolektor še ni na čistilno napravo. Se pravi, pol pa prihajamo do tega, ker je zakon, da tam, kjer so pa urejena omrežja, se pa ljudje morajo gor prijavljati, da ne bo tu te dvojnosti. Da ne bo tako pa v Šentanjevu, ko pol vse skup teče v en potok, ki ga praktično poleti že ni. Več je takih območij nad postajo, skratka, naj odbor za KCG te zadeve plansko obravnava in tudi predlaga na koncu neko politiko za naslednje leto oziroma za naslednji mandat. Da ne bomo pol kar tak neki spet vsi obljubljali. To je v zvezi z čistilnimi napravami. Drugo je pa glede vodooskrbe. Zdaj smo po standardu zmen rekli, da je najbolj temeljno, da je vodooskrba za večino zagotovljena, ali pač tam, kjer se da. Mi imamo nekaj takih, pa ne vemo še točno, kje vse, da je odbor za KCG skup za službo naj pripravi tudi ustrezno študijo pokritosti občine z to vodooskrbo. Jaz sam vem za Dolgo Brdo, ker je kompletno gospodarstvo, to so ještejem kmetije na tistem območju, odvisno od tega, a bo voda ali ne, ker je sušno in še bolj bo sušno. Tam je skupno na tistem območju recimo 32 gospodinstev, od tega je recimo 12 ali 11 kmetij. Skratka, zdaj govorim kar bolj, ko ne, tak na podlagi tistega, kar pa stvari poznam. Dajmo pristopiti zadevi, tako bi rekel, študijsko. Zdaj tam za vodooskrbo se je nekaj začel pripravljati, ampak mora biti tudi to zadeva občinskega sveta, predvsem pa odbora za KCG, da se ne bomo šli tako, da smo imeli eno črno leto, ko so bile poplave, zdaj imamo pa še 4 črna leta, ko povsod asfaltiramo, kjer se da, pa smo pa vsi zadovoljni, pol imamo pa še igrala, pa še, tako da ne rečem, da bi pol prišli do tega kruha in iger, ali kako so že imeli v Rimu, pa so bili pa vsi zadovoljni. Na neke posamezne dele pa pozabimo na naravo, na okolje in tako naprej. To bi jaz položil, pa predlagal, da če ne druga, me vsaj tisti podprete, kot te rabili, da programu za naslednji mandat pišemo, da bomo se zavzemali za to. Samo lejte, tisto, ko zmin napišemo, zavzemali se bomo za to. To je premalo. Zavzema se lahko na tak način, da pač daš to noter. Hvala. Hvala. Bom kar komentiral. Se točno ve, po strokovni plati so izračuni bili narejeni. Čistilna naprava pri Štuparju, čistilna naprava Šentanev, čistilna naprava Leše že obstoja. Čakamo na razpise. Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravlja Almope, pripravlja razpise za čistilne naprave z manj kot 2000 PPE-jev in zato se nam zdaj ne mudi tak fejst, ker računamo, da bomo neka sredstva dobili na teh razpisih.
Drugje pa čistilne, male čistilne naprave, razne na Malineku, ki je, tam bomo obstoječe staroseljce tudi priključili, drugje pa so individualne čistilne naprave, vse po uredbi bi mogli biti že do konca leta praktično vse zgrajene. Ne? Tako da so individualne, nobenega mešanja, nobenega spreminjanja, to je, ljudje zdaj vejo, kdo... Ja, v redu, bomo napisali. Bomo napisali. So pa problemi bili tudi zemljišči, tako vete. Ampak dobro, v zvezi s proračunom, prosim, pustimo ostale stvari. Ček Berni, a ti imaš repliko? Izvon si bil. Ja, mislim, je rekel, da gospod svetnik Fajmut je rekel, da me moti neke stvari. Ja, žal, mi se pogovarjamo o rebalansu, ne o volilnih programih, pa ne o teh stvarih, zato sem zvijel z očesi. Ja, bi pa prosil, če je res v tej smeri, da se tej debatira o rebalansu, tako da ne bi hodili izven poti. Hvala. Hvala. Berni, izvoli. Ja, v redu. Berni. Lahko. Berni, prosim. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Jaz se bom glasil zaradi tega, ker nisem v drugih odborih, teda marsikaj ne vem, no. Malo bi županu komentiral, odgovorim, ali pa nekaj vprašanje na njegov komentar. Glede parka, absolutno smo lahko vse srečni. Dolgoletna želja se nam je uresničila, čeprav marsikaterega moti. To se bo šele sejtoma prikazalo, da je bil korak pravi. Mogoče en mali pomislek, če bi bo še kakšna varianta bilo kje v tem parku kak parkirni prostor, če se bi najdel slučajno, ker eni so težko pokretni, eni so leni, mogoče bi bilo pametno, no. Glede markatorja, župan, ko se ti tam razlagal, jaz mislim vsekakor, da prioriteta tega prostora morajo biti stanovanja, ker nikjer v Prevaljah ne vidimo več možnosti, teda ne bi, jaz verjamem, da bo tam tisto zdravstvena postaja, kakršnakoli bo, je zelo koristna, zelo primerni plac, drugače je treba pa tam optimalno izkoristiti za stanovanja. Zdaj pa malo za hec, malo za šalo. Župan na koncu si dal izjavo, da moramo do leta 28 še se boriti. Mene veseli, da nisi rekel, se mrte boriti. To nekaj nam pomeni. Vsi občani se borimo. Vsi občani se borimo tudi naprej. V redu. Naslednji rebalans, prosim. Ne hodimo iz okvirov, prosim, rebalans proračuna. Še kdo ima? V redu. Ok. Jaz pa lahko, veš, ker vodim sejo. Veš, kak Zupančičeva vodi, je. Še, ja, ker je vezan na proračun rebalans. Izvoli. Hvala za besedo. Ja, glede proračuna, ne, Veronika je rekla, da je proračun 36 milijonov, a ne, za rebalans, ne. Jaz lahko povem, da je občina praktično dobila ta denar že v 2 letih strani Ministrstva za naravne vire in prostor, in sicer reci in piši 37 milijonov 652 tisoč smo mi za sanacijo denarja dobili. Plus gozdne ceste 4 milijone pa še nekaj, a ne, pa vodarski del, a ne, tako da je to nekje okrog 45 milijonov vsega skupaj, ne. Moram pa občino pohvaliti, kar se tiče črpanja teh sredstev iz predhodnega intervencijskega programa, predhodnega in rednega programa, da smo v samem vrhu v Sloveniji, smo naredili, bom rekel, vrednostno največ projektov
in to kvalitetnih projektov in dragih projektov tudi. Plus tega imamo v planu za leto 26 trenutno 12 projektov v vrednosti 6 milijonov plus do leta 28 98 projektov. Tako da to ni mali zalogaj, je tudi treba pohvaliti občinsko upravo pri tem delu, da se je ta prvi rebalans, bom rekel, in zdaj drugi rebalans, da se bo realiziral tudi v letošnjem letu, tako da jaz bi pač apeliral na to, da se gre s takim tempom ali pa še večjim tempom naprej, dokler je še denar. Ko enkrat denarja ne bo več, bo problem. Ker to moramo vedeti, da vsa naslednja leta, se pravi leto 26, 27 in 28, bo šel denar iz sklada in iz integralne postavke proračuna Republike Slovenije. In tam ne bo toliko denarja, ko ga je bilo na razpolago zdaj. Zato je pač prav, da se tudi, jaz bom to kar navezal na naslednji proračun za leto 26, da se to da čim več v proračun za leto 26. Jaz bom pa, kolikor sem do zdaj, pa kolikor bo v mojih močeh pomagal, da se bo to realiziralo. Toliko bi jaz imel glede. Hvala. Veronika, si čula? Hvala. Še kdo z rebalansom? Če ne, potem dajem rebalans na glasovanje. Kdo je za sprejem sklepa o odloku, spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 25? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5, pregled poročila o poslovanju občine Prevalje v obdobju januar-junij 25. Prosim, Veronika, kratko razložitev. V skladu s 17. členom statuta občine Prevalje in 63. členom zakona o javnih financah smo pripravili poročilo o poslovanju občine Prevalje v obdobju januar do junij 2025. Celotni prihodki so bili realizirani v višini 9 milijonov 687 tisoč, kar predstavlja 22,6% realizacijo veljavnega proračuna. Davčni prihodki so bili realizirani z 47,2%, največji odstotek je dohodnina, ki jo prijemamo tedensko. Nedavčni prihodki so bili realizirani 35,6%, kapitalski prihodki 4,9% in transferni prihodki 17,7%. Največ prijeta sredstva je državnega proračuna za odpravo nesreč v višini 5 milijonov 506 tisoč. Odhodki so bili realizirani v višini 9 milijonov 080 342. Do 30.6. smo črpali kratkoročni kredit v višini 1 milijon 700. Sestavni del polletnega poročila so še sklepi o prerazporeditvah, poročilo o porabi rezerve in prenos namenskih sredstev. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Hvala. Odbor za proračun in finance občine Prevalje se seznanil s poročilom o poslovanju občine Prevalje v obdobju januar-junij 2025 ter ga podajo občinskemu svetu občine Prevalje v obravnavo in seznanitev. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo poročilo o poslovanju. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem bi, mogoče jaz sem prej, ampak za občane bi bilo pa vseeno fajn povedati, kaj delamo, kaj je v delu. Zdaj, ko prej nisem, pa mogoče pri poročilu o poslovanju, ker je to sestavni del tega. Na odborih sem povedal, katere investicije delamo, tule pa mi je šlo zdaj, ker pač sem že nekajkrat se ponavljal. Sedaj
V letošnjem letu delamo 1, 2, 3, 4, 5, 15 investicij sanacijskega programa občine Prevalje. Od tega so v letošnjem letu zaključene, kar se tiče občinskih cest, zaključujemo zdajle dela od Brančurnika Brančurnik Kot, zaključujemo asfaltiranje, že bilo še bankine in še nekatere stvari zdajle, tako da bomo do konca meseca oziroma sredi novembra končali to investicijo. Končana je investicija Spodnja Jamnica, mislim, da tudi smo dobili včeraj finančna sredstva, hvala, da smo lahko pokrili izvajalce. Prosim, včeraj smo dobili kar veliko pošiljko, da smo lahko poravnali obveznosti. Jamnica plus proti Kauhu, zadeva je zaključena. Delamo zdajle Faro, tudi jaz upam, da glavnina del bo zaključena, malo imamo težav tam s kanalizacijo, nam projektanti zdajle pripravljajo nekatere stvari, da bomo lahko boljše izvedli in učinkovito, drugače pa en del tudi danes asfaltirajo. Potem delamo pregrade na potoku mimo železniške postaje. Tam pridejo 2 pregradi, ureditev potoka do Fare v kamnito-betonskem koritu. In ponikovalnica pa je tam že narejena. Potem delamo kolesarko, malo počasneje zaradi tega, ker istočasno delajo še izvajalci na brežinah reke Meže in po isti strani vozijo, tako da ne vem, kako se bomo zdaj zmenili, a bomo šli še letos asfaltirati, drugače pa kar zgodaj spomladi. Ne bi radi, da nam uničijo zdaj z temi velikimi stroji, ampak jo imamo v delu. Servisna pot je z 2 strani problematična. Prejšnji petek smo imeli en sestanek usklajevalni po dolgem cajtu, da so vodarji pa projektanti našli rešitve, ki bojo zdajle na papirju, da začnemo intenzivno delati z servisno potjo, da lahko spomladi začnemo delati most na Leše. Most Petrol se zaključuje, pri Petrolu most v industrijsko cono Lahovnikovo se zaključuje. Mislim, da bo po tem mostu že neuradno spuščen promet naslednji teden, zaradi tega, ker je treba začasni most odstraniti, da se uredijo brežine reke Meže na zgornji in spodnji strani reke mosta. Potem Nicina je končana, upam, da nam bo uspelo še letos sprocesirati, da bomo prišli do finančnih sredstev, ampak ni tak velik zalogaj. Potem so 3 odseki proti Lešam. Prvi odsek od krožišča do Kapelce je v izvajanju. Zdaj delajo škarpe, odvodnjavanje, pa se bojo pa lotili tudi same ceste. Leške 2, cesta od Kapelce do odseka za Rednaka in do Vodohrama, oziroma tam je končana. Zdaj so projekti tudi za to škarpo, ki je na zgornji strani Kapelce, če gor gledamo na levi strani, ena velika škarpa, kar precej vredna, 120.000 evrov. Tisto še morajo narediti Leše 2. Leše 3 pa od odseka za Rednaka proti Lešam, skozi Leše do krožišča, pride obnovljen asfalt, pa na nekaterih odsekah proti Leškim cerkvam, pa nad Leškimi cerkvami je en usad, pa razrušen asfalt, ki ga je treba obnoviti, pa tam pri Harmonku še en mali odsek pride zraven. Tako da ne bo pa letos zaključena, ampak bo v naslednjem letu, tako kot tudi prva faza. Potem delamo sanacijo plazov na cesti pod Rojakom. Tam je 140 pilotov že ugrajenih, zdaj pa treba seveda še ceste plus vse ostale stvari, ki so vezane na to, tako da to bo projekt še drugo leto tekel. Potem Trg 4 pa zdaj zaključujemo, tako da to je to in vrednost teh del je skoraj 11 milijonov. Nekaj bo letos plačanih, večina letos, nekaj pa seveda v naslednjem
naslednjem letu. Hkrati delamo na gozdnih cestah, gozdna cesta Gočeva Ravna mimo Rakitnika je končana, zdaj so celo Ravnčani leseni del obnovili, ostalo so pa pustili, tam imajo projekt za cel most, je treba obnoviti, kdaj bojo. Potem mimo Pršata proti, kaj že tam gor, Rjavcu, je cesta zaključena, še potegnili smo do meje. Tam se zna zgoditi, da se bo še kaj, glede na to, da se z Avstrijci pogovarjamo o odprtju dveh prehodov čez mejo. Eno je na Belšaku, tam, kjer je cesta gor, pa tu gor čez Suha, pri vikend coni. Tako da se zna zgodi, da bomo tam na tisti cesti tudi še nekaj naredili in da bomo prišli do uradne možnosti prehoda meje za pešce in kolesarje. To je skupni projekt Suha, Pliberg pa mi. Upam, da bo. Potem Žerjavle Kanc delamo, 300 metrov do meje še spodaj pod Žerjavljami. Potem Kancu Cvirk cesto, Krajnik Strmec je zaključena razen 5 metrov, kjer na teh 5 metrih je lastnik, ki ni pustil asfaltirati. Tako da 5 metrov pri izvozu je tamponska podlaga, da boste vedeli, zakaj je tampon. Tam, kjer lastnik izredno nasprotuje, čeprav pri gozdnih cestah bi lahko se prekršili, pa smo rekli, da ne bomo. Naj se ve, da je tam en naš bivši svetnik, ki ni dovolil izgradnje tega asfalta. Ja. Potem delamo v delu so ceste Rojak-Meležnik, tam je že škarpa narejena, to so gozdne ceste, da govorim, gozdnih cestah, pa Uncorožej se pripravlja. Ostalih 15 imamo pa v planu v naslednjem letu, ker je treba zagotoviti likvidna sredstva. Naslednje leto bomo imeli še to težavo, ker letos smo delali gozdne ceste iz sredstev, ki smo jih dobili vnaprej, 40%, 2 milijona, pa ne vem, koliko smo še dobili. Skupaj je pa 5 milijonov 598 in za razliko, če hočemo vse počrpati in mi se bomo borili, da bomo vse počrpali, bomo se drugo leto fokusirali, da bomo glavnino gozdnih cest naredili med marcem pa septembrom, ker lahko damo samo en končni in zadnji zahtevek. To pomeni, če kaj ne bomo naredili, ne moramo dati zahtevka in bo treba zagotoviti približno 3 milijone pa še nekaj likvidnostnih sredstev. Ampak finance se bojo potrudile, da ne bomo imeli prevelikih težav, tako so obljubili, pa jaz jim verjamem. Hvala, toliko sem želel, ker to vpliva na poslovanje. Izvoli. Daj. Jaz bi sem to še rekel, je že župan rekel, ne, to, kar je v delu, pa kar je končano, zdaj tudi ta tretja faza končno na Lešah, a ne, iz Kota, oziroma iz Brančurnikovega grabna pa do Leš je zdaj gotovo. A ne, jaz sem tudi včeraj z nadzornikom govoril, da je podpisal situacijo, a ne. Bom pa še to rekel, a ne, da smo si mi zastavili plan v rebalansu prvem, 15 milijonov teh sredstev, a ne, iz rednega programa, a ne. Realizirali smo jih pa 18, tako da smo presegli to, a ne. To je treba pa poudariti, a ne, da smo presegli za 3 milijone, za 3 milijone pa pol smo presegli plan rebalansa 1. Toliko samo, nič več. Hvala. Odbor za proračun in finance. Ja. Je zelo pozitivno oceno upravljena dela in pregledu poročilo o poslovanju občine Prevalje v obdobju januar-junij ter sprejel sklep, da odbor za proračun in finance občine Prevalje se je seznanil s poročilom o poslovanju ter ga podaja občinskemu svetu občine Prevalje v obravnavo in sprejem.
Hvala. Izvoli. Da ne bo nesporazuma, jaz sem zelo zadovoljen, pa vse tisto, kar se dela, pa se dobro dela, ni kaj, da ne bi pohvalil večkrat tudi. Samo včasih je pa tak, da v tistem, kar pa ne naredimo, pa ne govorimo in včasih bo treba tudi, a ne, se spomniti, da imamo tudi določene druge naloge. Hvala. Vse pa tudi imamo v projektu, vse pa imamo 98 projektov za naprej. Vem, samo tudi gre za... Ne, gre za to, da imamo notra v letošnjem planu, Čentanu... Pa ne, pa se ne gre sem za sanacijo, no. Jaz verjamem in se je sanacijski program več kot prisegel. Gre za to, da ima občinski proračun tudi svoj drugačen redni program in tam nekaterih stvari nismo naredili in jaz sem na to opozoril. Ne, da to se je pa davč presegel vse skupaj, ne, in hvala Bogu, da imamo ljudi, ki to znajo pomagati in da tudi pomagajo in tudi župana, ki je aktiven na tem področju. Samo občinski proračun je še kaj drugega, a ne, in tudi prihodnje leta bo, da to sem jaz prej opozoril. Ne me narobe razume, dobro namerno. Sej, jaz tudi skozi govorim, mi poleg sanacijskega programa upravljamo tudi redni program, zato je občinska uprava, ljudje pri nas, pa tudi vi vsi skupaj izjemno obremenjeni, a ne, ker ko ti normalno delaš, je že neka rutina, neka investicija, ne, zdaj se je pa ta nekaj podeseterlo, to pa ni enostavno več obvladovati, veš, že sama papirologija, ker toliko papirjev za en projekt more biti in napake se dogajajo. Zaenkrat nismo ugotovili, da bi kjerkoli bila kakšna namerna napaka, ampak napake se dogajajo, veš, tam je pa treba biti pazljiv za vejice, pike, hkrati pa je treba biti tudi pri centih oziroma zaokrožni, če številke ne štimajo, če za en cent ne štima, je treba popraviti. Ne gre drugače skozi finance, ne gre skozi finance drugače. Tako, še kdo želi o poslovanju? Če ne, potem dajem predlog za sklep, da smo se seznanili z poslovanjem občine pri letu od januarja do junija. Kdo je za sprejem sklepa? Vsi za? Vsi za, hvala. Točka 6, dokumentacija za sanacijo po naravnih nesrečah v letu 23, DIP, za to, kar sem prej govoril, že o tem, da se investicija že izvaja. Prosim, kratko obrazložitev. Okay. Župan je že omenil, jaz bom sem na kratko ponovil, a ne dela, ki se izvajajo, to je DIP Prevalje, stražišče Brinjeva gora od Cvirk, usadi pod kmetijo Roži, tisti, ko ste malo okrog hodili, Rojak, ste že videli, da se dejansko dogaja. Celotna vrednost projekta je nekaj več kot 1.300.000. Mi pričakujemo vir financiranja seveda MNVP, tako v vseh takih primerih. Majhen del smo pokoristili že iz predhodnega programa, to je malo manj kot 1%, 10%, ostalo v rednem programu. Izvaja se pa pilotne stene, stabilizacija brežine, pa težnostni oporni zid in pa seveda sanacija cestišča na tistem delu, kjer pač to zajema. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Prisotni člani odbora za KCG niso imeli pripomb na ta DIP in IP. Bi pa sem že predlagal, bi pa še enkrat, da pač tudi v prihodnosti, da take DIP-e razlaga tajnik, ki po mojem mnenju z malo besedami veliko poje. Hvala. Jaz mislim, da ste vseeno še sprejeli eno pobudo, da preden da gre papirji kam, da gospod Šumah pregleda
da bomo imeli dokumentacijo tako, kot se šika. Lahko. Ja, jaz sem pregledal tale DIP pa IP, ampak žal ugotavljam, da bo treba stvari popraviti. Namreč, zato govorim za rojek, Ja. Ker terminski plan ne gre skupaj. In zdaj, ko se NRP odpira, se odpira za letošnjo leto. Jaz sem to poudariti, da ni to dvoletni program in bo treba v DIP-u in IP-ju in v sklepu, ki se pripenja na področje .si, to spremembo narediti. To tabelo spodno, zdaj tekst nima veze, v tekstu je sicer napisano tudi, da se bo projekt končal v letu 25, samo se ne bo. Mi to dobro vemo, ker projekt je za 1 307 000, jaz imam pa informacijo od izvajalca, dal je sicer prvo zahtevk nekaj čez 100 000 evrov, ampak da bo do konca proračunskega leta narejeno nekje okrog 300 000 evrov. In jaz bi rekel, zdaj ta DIP zaradi mene se lahko sprejme, nimam nič proti. Sam prej, da se bo oddal k nam na področje .si, pa ko bom jaz dokumentacijo pregledal za ta DIP, bo treba ga popraviti. Zdaj pa, ko sem še glih pri besedi tudi za Nicino, prej, ko smo govorili, pa za spodnji kraj na Fari, tam je tudi občina Dobla oziroma nosilc na občini, kjer ima teti projekt za dopolniti DIP, ker je tam tudi za dopolniti. Ker čeprav sta ta dva DIP-a sprijeta, ampak je treba dopolniti ne novelacijo, ampak samo DIP, kot tak sprememba, da ne bo tako pri spodnji Jamnici, ker je bila novelacija napisana. Novelacija ne sme biti napisana, ampak DIP kot tak pa, če je nad 500 jurjev pa IP, v tem primeru je, ker je 1 307 000, je treba tudi IP in sklepe, in sklep tudi, ker mi imamo danes sklep tudi, in v sklepu je to napisano tudi in ta sklep je treba spremeniti tudi, prida se odda, prav, ok. Še odbor za proračun je obravnaval. Ja, vezano tudi bom kar izkoristil to, kar je gospod Urban razložil, da smo na odboru za finance, pa tudi na odboru za KCG, rekli, da bomo poslušali na sami seji njegove predloge, ker je strokovnjak za to in da bi pravzaprav bilo potrebno, da rečemo, da zdaj sprijemamo te DIP-e z temi pripombami, ki so zdaj bile na seji izrečene in v tem smislu smo mi že vnaprej tudi sklep sprejeli odbor za finance, da bomo to podprli, kar bo on tu predlagal, ker je pač prišel do tega, da v tokratnih aktivnostih prej ni vtegnil. Vem, ja. Tako da predlagam, da s temi zadevami se to sprejme. Vse v cilju tistega, da ne bo dola problemu, ko se dela za to, da je procesno v redu. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem v sklep za sklep DIP-a in IP-ja s pripombami, ki so bile dane na odborih oziroma tu. Kdo je za sprejem? In sklepa, ja. Kdo je za sprejem? Ja. Za oba. In IP. Ja. Kdo je za sprejem? S pripombami. Vsi za. Hvala. Smo pri točki 7. Soglasje k oblikovanju oddelkov osnovne šole Prevalje. Pozdravljam ravnatelja in pomočnico za vrtec. Lep pozdrav. Beseda je vaša, prosim, kratko, pa jedrnato. Najlepša hvala za besedo. Najprej bi rad povedal, da si štejemo čas, da sem danes lahko z vami. Zato bi se rad na tem mestu najprej zahvalil vsem vam, županu občini, vsem občinskim svetnikom,
za posluh, ki ga imate, tako za potrebe v izobraževanja v kraju in za podporo pri ustvarjanju boljših pogojev za razvoj in učenje naših otrok, tako v šoli kot v vrtcu. Izredno pomembno se mi namreč zdi, in verjamem, da se strinjate, da našim otrokom, našim prihodnim podjetnikom, zdravnikom, gradbincem, novinarjem, županom, če hočete, nudimo čim boljšo osnovo za razvoj potencialov, da bodo lahko ustvarjalni, zadovoljni in čim bolj konkurenčni v svetu prihodnosti. Ta osnova se ne začne v osnovni šoli, ampak že v predšolskem obdobju, v vrtcu. Z mano je pomočnica ravnatelja, gospa Ana Buhval-Pori, ki vodi zadeve povezane z vrtcem. Zato jo prosim, če lahko predstavi predlog oblikovanja oddelkov predšolske vzgoje v vrtcu Prevalje v tem šolskem letu. Hvala, lep pozdrav. Za vrtec smo za letošnje šolsko leto oblikovali oddelke na podlagi števila vpisanih otrok v skladu s pravilnikom o normativih ter delno na podlagi sklepa občinskega sveta oblikovanje oddelkov na polni fleksibilni normativ. To je najvišje število otrok, se v oddelku še poveča za 2 otroka. Ta fleksibilni normativ naj bi se postopoma ukinjal do leta 2030. Glede na pravilnik, vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico do 31. oktobra tekočega leta. Za to leto je oblikovanih 17 oddelkov, 15 v Krojačku-Hlačku, 1 v Šentanelu in 1 v enoti vrtec Leše. 2 oddelka v Krojačku-Hlačku sta zaradi prostorske stiske v manjših dograjenih igralnicah in zato s polovičnim normativom. En oddelek prvega starostnega obdobja pa je ob začetku šolskega leta s polovičnim normativom, kasneje pa ga bodo dopolnili otroci, ki pogoje za vpis izpolnijo med šolskim letom. V prvem starostnem obdobju smo oblikovali 4 homogene oddelke s fleksibilnim normativom po 14 otrok in pa en trenutno nefleksibilen oddelek z 12 otroki. En oddelek prvega starostnega obdobja pa je s polovičnim normativom, s fleksibilnim in se bo dopolnil med letom. V drugem starostnem obdobju so 3 oddelki z nefleksibilnim normativom otrok 3 do 4 leta, potem 2 homogena oddelka s fleksibilnim normativom otrok 4 do 6 let in 2 z nefleksibilnim normativom 2 po 22 otrok 4 do 5 let starih. 2 oddelka sta s polovičnim normativom, fleksibilnim 2x12 otrok v manjših igralnicah in pa na Šentanelu in Lešah 2 kombinirana oddelka z nefleksibilnim normativom po 17 otrok. V primeru potreb po vključitvi otrok z čakalnega seznama bi oddelke z nefleksibilnim normativom preoblikovali oddelke z delno fleksibilnim ali fleksibilnim normativom, da lahko te otroke potem tudi vključimo. Oddelek prvega starostnega obdobja pa se kasneje preoblikuje v polovični oddelek v poln oddelek z nefleksibilnim, delno fleksibilnim ali fleksibilnim normativom, odvisno od števila otrok. Sprememba v ceni vrtca je trenutno minimalna tudi zaradi posluha občine, da smo svetovalnega delavca del izvzeli iz cene in omogočili še določena prosta mesta. Zato predlagamo, da se cena vrtca zaenkrat ne spremeni in ostaja enaka, bo pa sigurno z novim letom skoraj sigurno potrebna sprememba. Prosimo za potrditev sklepov. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je bil najprej zelo vesel, da cena ostaja enaka. Potrdili pa smo oba sklepa, to se pravi, dajemo soglasje k oblikovanju oddelkov za vrtec Prevalje in pa, če bo potreba, da se nefleksibilni oddelki preoblikujejo v oddelke z delno fleksibilnim in fleksibilnim normativom. Hvala. Hvala, dajem razpravo. Mogoče pride razpravo, da povemo, da za prizidek vrtcu, za 2 igralnici z vsemi servisnimi prostori imamo gradbeno dovoljenje in razpis za izvajalca se zaključuje. Najugodnejši je cena tam nekje okoli 760 000 evrov. Smo se pa prijavili na razpis ministrstva, tako da pričakujemo tudi delno sofinanciranje in se bomo tega lotili spomladi, takoj, ko bo možno in ko bomo vedeli natančne vire. Toliko
kdo zraven. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz tako rečem, da sem vesel, da se enkrat vrtec ne bo podražil, čeprav se ne boš na začetku naslednjega leta bo, ampak vemo zakaj. Ob tem bi pa čestito ravnateljci pa vrtcu dela, ker delajo res dobro, predvsem lahko rečem, mi ko imamo tam otroke, pa ko se pogovarjamo z ostalimi starši ali iz regije ali iz ostalih krajev, ter novemu ravnatelju, da so na Lešah pred šolo po, mislim, da 10 letih pregovarjanja dobili nova igrala, teda po 10 letih se lahko otroci oziroma vrtčevski in osnovnošolski spet gugajo na nezlomljeni gugalci. Teda, hvala lepa. Seveda se bo fejs spremenilo, ko bo park odprt, ker je tam ogromno namenskih igral za vrtec, za šolo, pa prostor južno od šole, tam pride igrala, pa učilnica v naravi, ali kako ste že rekli, v naslednjem letu, tako da nas še kar veliko dela čaka. Ampak tudi mi, ki imamo vnuke v vrtcu, smo tudi zadovoljni. Matej, izvoli. Ja, ne bom res samo oglasiti, da sem končno pozitivno presenečen nad besedami ravnatelja, ki mu je jasno, da ni samoumevno, da pač nek občinski svet pristane na vse želje skozi desetletje, ki jih pač izraža šola, da se ne pač nekaj samo zgodi, ampak da gre res za posluh članov občinskega sveta in pa za odgovorno dejanje. Tako da res pohvalno, da se končno nek ravnatelj tega zaveda. Hvala. Še kdo? Zdravko, izvoli. Jaz bi samo to rekel, da verjamem, da bomo tako, kot smo do zdaj, tudi v prihodnje prednost dajali vsem potrebnim sredstvom pa programom za izobraževanje naših otrok. Seveda, če bi otroke vprašali, bi oni pričakovali tudi čistilno napravo povsod. Verjemite mi, ali pa je morda samo to krivo, kar se pa vrtcev tiče, pa še posebej. Lejte, meni se še zdaj pozna, da nisem hodil nikoli v vrtec. In bo mi se celo življenje. Tako da ni tako nepomembno. Ta vzgoja, ki se začne, manj pa to reči, lejte, vsi otroci imajo pravi odnos do okolja. Odrasli ga pa nimamo. Nam se je zgodilo, ko smo v Šentarevsko reko popucali, grta do Brunarce imam jaz, ko sem kokto popil pa nazaj šel, so že dola na pol poti bile odložene pločevinke. Pa to ne delajo tisti kmeti, ko so z tistega območja. To nima veze, da je to z vrtcev. Zato, ker so otroci dobro vzgojeni, to sem hotel reči. Ti pa tudi nisi hodil v vrtec, ko mi skozi sekaš v besedo, zato je pa župan, lej. Hvala. Hvala. Še kdo? Če ne, hvala ravnatelju, pomočnici, uspešno delo še naprej. Gremo na glasovanje, kdo je za sprejem predlaganega sklepa, kdo je za. Vsi za. Hvala. Uspešno delo. Ampak nič ni samoumevno. Smo pri točki 8, soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu. Prosim direktorico Heleno Bezjak-Burjak, pa finančnica sta obe. Lep pozdrav, prosim za kratko obrazložitev. Lepo pozdravljeni. Cena pomoči na domu, se pravi, da smo pripravili kalkulacijo v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev in v skladu s pravilnikom o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev. Izhodišča smo pri izračunu upoštevali plače socialnih oskrbovalk in strokovnih delavcev in delavcev za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora in vodenje in koordiniranje skladno z zakonom, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Zakon o skupnih temeljnih plač. V javnem sektorju premije kolektivnega zavarovanja regres za letni dopust, višina regresa
najnižjo osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza. Se pravi, da je bila osnova za izračun je povprečno število uporabnikov in povprečno število upravljenih ur v obdobju od 1.12. za leto 2024. Se pravi, za občino predvidevamo enake trende tudi v letu 2025. V občini Prevalje smo izvedli povprečno 125 ur mesečno in to pomeni povprečno 12 uporabnikov. Če upoštevamo normativ za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, je en strokovni delavec za 200 upravičencev in nam pripada za občino Prevalje 0,04 strokovnega delavca. Ob upoštevanju normativa naj bi socialni oskrbovalec opravil mesečno najmanj 110 efektivnega ur dela, za kar potrebujemo za občino Prevalje eno socialno oskrbovalko. Mesečno znašajo stroški strokovne priprave 413,41 evrov, vodenja in koordiniranja pa 284,21 evrov. Osnova za upravljanje storitev pomoči družini na domu je osnova za izračun povprečni mesečni strošek dela, ki znaša 2741,74 evrov in strošek materijala in storitev ter amortizacije znaša 504,15 evrov. Se pravi, zaradi spremembe kalkulativnih elementov stroškov storitev, ki se nanašajo na spremembe stroškov dela, smo uskladili cene storitev pomoči na domu, saj se s 1.12. ukinja 125. člen sofinanciranja. Vkolikor bo pa vlada subvencionirala pomoči na domu na podlagi 73. člena, bomo subvencijo to tudi upoštevali. Nazadnje smo uskladili cene pomoči na domu 1.2.2024, sedaj pa predlagamo cene od 1.12.2025, se pravi, da bi bila cena med delovnim dnevom 35,85, za nedeljo 45,82 in za praznik 49,87 evrov. Hvala. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je dal soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu, kljub temu, da je podražitev kar visoka, nekje okoli 29%, ampak glede na to, da za uporabnike ostane cena nespremenjena, se pravi, vso razliko krije občina, smo to potrdili soglasno. Hvala. Hvala, odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Tudi odbor za proračun in finance daje soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoči na domu, kot izhaja iz te priloge, ter ga podaja občinskemu svetu občine Prevalje obravnavo in seznanitev. Soglasje k ceni velja od 1.12.25. Ob tem bi pa še rekel, da smo imeli kar temeljito razpravo in razmejili vprašanje te dolgotrajne oskrbe. To je pravzaprav nadaljevanje tistega, kar smo že imeli, pravice iz tega bojo občani še imeli, če jih bo kdo koristil, in nima to nobene veze s tisto državno aktivnostjo, ki se je začela na področju dolgotrajne oskrbe, tako da smo tudi to razčistili na odboru. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Izvoli. Ja, hvala. Lep pozdrav obema. Danes sem poslušal po radiju enota Slovengradec, gospod Kamnik Marjano, ko je pač razlagala, kaj prinaša ta oskrba. In tam so imeli nekje narediti izračun, kako se bo spremenila cena teh oskrbovancev, tisti, ki se bodo pač vključili v ta program. Pa me zanima, v našem domu ste že delali kaj podobnega, če lahko to informacijo date tudi zdaj to našem občanom. Lep pozdrav še v mojem imenu.
Kar se tiče dolgotrajne oskrbe v instituciji, tako ste vi danes poslušali na Koroškem radiju, ste rekli, ne, je v petek bila objavljena kalkulacija oziroma tudi kalkulator, kako se po novem lahko izračuna cena bivanja v domovih. Se pravi, zdaj rečemo dolgotrajna oskrba v instituciji oziroma bivanje v domu po zakonu o socialnem varstvu, tako kot poteka že sedaj. Če boste šli na spletno stran Ministrstva za solidarno prihodnost, je posebej razdelek za dolgotrajno oskrbo in v tem razdelku je zdaj ta kalkulator in hkrati so objavljene tudi vse cene za vse domove v Sloveniji, vključno z našim domom starejših na Fari, na Prevaljah. Objavljene so cene bivanja v domu po zakonu o socialnem varstvu, ki velja sedaj, se pravi za oskrbo 1 in oskrbo 4. Potem je že informativni izračun, ki ne drži popolnoma, zato so tudi na ministrstvu naslovili, da je to informativni izračun, ki bo veljal za bivanje v domu po zakonu o socialnem varstvu, se pravi tako kot zdaj od 1. decembra 2025 naprej. Če boste šli to stran pogledati, boste tudi za naš dom videli, da bojo bistveno višje cene, kot so bile do sedaj, ravno zaradi tega, ko smo tudi dvignili ceno pomoči na domu, ker se ne bo več sofinanciralo strani države po 125. členu zakona ta dvig plač zadnjih 2 let. In se bo zaradi tega bivanje v domu bistveno podražilo 1. decembra 2025. Tako sta objavljeni informativni ceni za oskrbo 1 in oskrbo 4. Hkrati je pa že in za naš dom in za vse domove v Sloveniji pa že objavljen znesek, ki je določen že strani države za bivanje in prehrano po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Za dom starejših na Fari je to 704,50 evra. Za dolgotrajno oskrbo v instituciji, kar je približno 70 evrov nižja cena, kot je pa bila zdaj oskrba, se pravi standardna oskrba, bivanje v dvoposteljni sobi, so uporabo sanitarij. Tako da je za vse domove to zdaj že napisano tudi za nas. Ja, hvala. Ne vem zdaj, kje smo se narobe razumeli. V Slovenjgradcu je pač razlagala, da soba, v kateri je en sam, ki je do zdaj plačal 1300 pa še nekaj evrov, bi zdaj po tej novi varianti plačeval okrog 800 pa še nekaj. Zdaj pa sama primerjava, če bi dali eno posteljno sobo v Prevaljah, po starem, pa po novem, če bo to sploh zalaufal, kar jaz upam, da bo, imate mogoče tudi ta podatek. Kaj pomeni ena posteljna soba sedaj, pa cenovno za občana v bodoče, če bo to zalaufalo? Ja, tiče našega doma, ja, posod, v vseh domovih lahko zdaj to zračunamo. Se pravi, nekdo, ki danes biva jaz sem povedala za te informativne cene za bivanje v dvoposteljni sobi za souporabo sanitarij. Vi veste, da je naš dom tako zgrajen, da nimamo balkonov. Se pravi, da bo doplačil zelo malo pri nas v domu, ker imamo apartmaje, ki imajo skupno kopalnico, mi imamo v domu samo 2 enoposteljni sobi z lastno kopalnico. Tako da pri nas bo doplačil bistveno manj, oziroma jih je tudi že zdaj bistveno manj. Naši stanovalci recimo v enoposteljni sobi, se pravi, da živijo v apartmaju z souporabo še 2 stanovalcev v dvoposteljni sobi in imajo skupno kopalnico sanitarij, tako da pri nas bo vsekakor stanovalec v oskrbi 1, če biva v enoposteljni sobi, bo približno od 150 do 200 evrov bo nižja cena. Zdaj s tem. Namen dolgotrajne oskrbe je ravno to, da država z tem, da danes, se pravi, mi že zdaj plačujemo od 1. julija ta prispevek za zavarovanje iz dolgotrajne oskrbe in s tem zagotavljamo državljanom starim nad 18 let možnost koriščenja pravic iz dolgotrajne oskrbe ravno na ta način, da ne bodo sami več plačevali toliko, kot danes plačujejo. Seveda prej smo mi vedno govorili, da bodo v domovih bivali ljudje, ki so starejši od 65 let.
Danes pa pravico do dolgotrajne oskrbe lahko koristijo vsi, ki so starejši od 18 let. Tako da to je bistvena razlika in namen je seveda pomoč posamezniku in predvsem poenotenje cen v domovih. Vi veste, da imamo domovi zelo različne cene, ravno zaradi tega, ker imamo različno stare stavbe, različno število postelj v sobah in pa druge nadstandardne storitve. Tako da, kar se tiče cen, bo pri nas seveda tudi razlika v dobro seveda stanovalcev, ker bo osnovno bivanje, se pravi bivanje v domu in pa prehrana, bo ta zdaj stala kapica za to bivanje je na nivoju države zdaj 781,94 evra. Se pravi, kjerkoli bo nekdo bival v popolnoma novi hiši ali pa v hiši, ki je stara 50 let, se pravi, ne more več plačati kot teh 781,94 evra, razen za nadstandard. To je pa enoposteljna soba, kopalnica, balkon, in pa druge storitve, ki so že zdaj po ceniku kot nadstandardne storitve. Tako da tudi v našem domu bodo stanovalci, ki se bodo odločili za dolgotrajno oskrbo v instituciji, nekaj denarja jim bo ostalo, kar jim ga mogoče danes ni. Hvala za odgovor, sem zadovoljen. Hvala tudi vam. Še kdo? Izvoli, Peršak. Pozdrav. Mene pa zanima, kakšna je čakalna doba v vaši instituciji? Kar se tiče čakalne dobe, mi imamo nekaj 100 vlog. Te vloge prihajajo iz cele Slovenije, ne samo iz naše doline. In nekdo ima vlogo lahko tudi 6-7 let ali več pri nas. Včasih, kjer ga pokličemo, da je čas, da je prosto mesto, ker je na vrsti po naši čakalni listi, nekdo se odloči, da v tem trenutku tega ne potrebuje, gre nazaj v čakalno listo. Tako da, seveda je pa, kako se sprejema stanovalce, so pa seveda pogoji. Eno je čakalna lista, drugo je aktualno stanje, potrebe in pa seveda tudi to, a se nam sprosti moška postelja, ženska postelja, teda v bistvu sprejem novega stanovalca ali pa stanovalke v dom ni odvisen samo od čakalne vrste, ampak bom rekla od spola do sobe, do potreb stanovalca ali stanovalke. Seveda imamo pa za to komisijo in pač po postopku skladno s pravilnikom to delamo. Teda čakalna vrsta je vedno težko povedati, a je to v letih ali je to v mesecih. Vsekakor je naša prioriteta zagotavljanje bivanja našim, bom rekla, bodočim stanovalkam ali stanovalcem iz naše doline zagotovo. Hvala za besedo. Jaz sem tudi eno malo tako vprašanje, glede na to, da ste nekaj mesecev nazaj dobili tudi delavke iz zunaj, torej iz ene daljne države. Me zanima, recimo, kako poteka integracija, kako ste z njimi zadovoljni, kako jih sprejemajo po tem času vaši stanovalci oziroma uporabniki ter sodelavci. Hvala. Ja, mi smo pravzaprav se na to odločitev, da se ozremo v države izven Evropske unije, je pravzaprav trajalo več kot 1 leto, da smo se potem odločili in sprožili vse postopke za iskanje sodelavcev. Mi smo se potem odločili za iskanje sodelavk ali sodelavcev v Indiji, o pomoči podjetja v Sloveniji in pa agencije v Indiji. Jaz bom rekla tako, da je zagotovo naša zgodba o uspehu in primer dobre prakse. Ob tem našem pripravljanju smo zelo dobro pripravili na prihod sodelavk, ki ne govorijo slovensko in bo prvi jezik angleški jezik v začetni fazi. Tako sodelavce, z njimi smo se ogromno pogovarjali, tako stanovalci smo se pogovarjali kot tudi svojci. Jaz sem šla tudi do gospoda župana, tudi njemu to predstavlja, ga tudi prosila za podporo, ker je pač situacija v naši državi takšna, kar se tiče kadrovanja, da je zelo kompleksna, zelo zahtevna in je bilo to za nas nujno potrebno. Mi smo poskrbeli, preden da so potem, ko so bile seveda sodelavke, bodoče sodelavke izbrane in smo šli v te postopke, da lahko pridejo v Slovenijo, smo jim že zagotovili prvo učenje slovenskega jezika nadaljavo, tako da so opravile 50-urni tečaj, še preden so prišle v Slovenijo.
Njihova integracija je izjemno uspešna. Mislim, da se tudi naše delo v smislu pogovorov z vsemi pomembnimi akterji, da so se obrestovali ti pogovori, da sodelavke smo zelo lepo sprejeli, se pravi vsi deležniki, tako zaposleni, tako stanovalci, kot tudi svojci in drugi obiskovalci. In pa vidi se, da so naše sodelavke tukaj zdaj zaposlene od 5. oziroma 6. maja. Visoko motivirane so bile za prihod v Slovenijo, so visoko motivirane za opravljanje dela in tudi učenje slovenskega jezika. One se lahko večino stvari že pogovarjajo v slovenskem jeziku. Na sestankih ne rabijo več prevajanja, v sami komunikaciji in pa kdaj kakšna beseda ali pa stavek zmanjka, tako da še uporabljajo angleški jezik. Bil je pa seveda pri samem pogoju, se pravi visoka kvalifikacija iz zdravstvene nege kot izobrazba, pogoj, da dobro govorijo angleški jezik. In tako kot vsak ga zaposlimo, ne glede na to, ali to prihaja iz Slovenije ali iz druge države, veste, da vsak nam lahko odide kmalu, ne bom dala roke v ogenj, kako bo z našimi sodelavkami iz Indije, ampak glede na njihovo visoko motivacijo in pripravljenost za delo je zdaj to primer dobre prakse in lahko pravzaprav vse pohvalim, da je vsak dal vse od sebe za to, da so dobro integrirane. Hvala. Martina, izvoli. Glede tega bi še sem nekaj vprašala, imate z njimi, temi delavkami, kakšne pogodbe sklenjene, da bo ostale vsaj nekaj let, glede na to, kaj vse ste jim nudili, ne vem, če se ona zdaj odloči, da gre. Smo jih zaposlili skladno z zakonom o delovnih razmerjih, torej one lahko grejo kadar hočejo, tako kot naši sodelavci. Mi smo bili uspešni na prijavi na javni razpis, ki ga v sklopu interventnega zakona za reševanje kadrovske stiske v naših domovih, ki jih pač naše ministrstvo je bilo ogromno razpisov, med drugim tudi sofinanciranje postopkov pridobitve sodelavcev iz tretjih držav in pa tudi potem sofinanciranje učenja slovenskega jezika. Tako da mi smo pravzaprav večino sredstev dobili povrjenih, mi smo samo, naš strošek je pravzaprav bil samo postopek prihoda sodelavk v Slovenijo, v smislu urejanja dokumentacije. Mi našim bodočim oziroma prihajajočim sodelavkam nismo kupili ne letalske karte, ne kakšne druge ugodnosti, same so podpisale pogodbo z najemodajalcem, kamor so se preselile, ko so prišle živeti k nam, tako da naš strošek je bil samo ta prihod in pa tečaj slovenskega jezika za prvih 50 ur, ki smo ga pa potem uspešno uspeli pridobiti tudi, bom rekla, kot vrnjena sredstva z prijavo na ta razpis in smo bili uspešni in tudi v bistvu zelo zadovoljni, da nam je to uspelo. Hvala. Sorry. Hvala za besedo. Jaz bi še nekaj direktorcu vprašal. Zdaj, rečeno je bilo, da je ta kapica zdaj nekaj čez 700 evrov. Vemo pa zdaj vsi, da pač so različni oskrbovanci v domovih, se pravi, že zdaj ne plačujejo vsi isto. Kaj zdaj to po novem pomeni? A se bo to zdaj tudi isto upoštevalo, da je to zdaj ta kapica za vse enaka? Kapica je zdaj za vse enaka, če govorimo o bivanju v dvoposteljni sobi, so uporabo sanitarij in govorimo samo o bivanju in prehrani. Tisto, kar zavarovanje iz dolgotrajne oskrbe pa nudi, je pa to, da pravzaprav stanovalec, ki je bil zdaj v oskrbi 1, je pravzaprav plačal bistveno manj, kot pa stanovalec, ki je bil v oskrbi 4. Vse te storitve, ki jih je zdaj oskrba določala, oskrba 1, 2, 3A, 3B ali 4, gredo zdaj te storitve v izvajanje dolgotrajne oskrbe in bodo plačane iz zavarovanja iz tega naslova, ki ga zdaj mi vsi plačujemo. Zato pravzaprav je ta poudarek na tem, da razbremeni tako stanovalce kot tudi svojce pri plačilu bivanja v instituciji, ker dejansko plačajo samo
bivanje in prehrano za to kapico oziroma nadstandardne storitve, vse druge storitve pa se krije iz tega stebra zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. In zato ta razbremenitev, tudi ta primerjava, mogoče je prej plačal nekdo 1300 evrov, pa bo zdaj dobil, če je recimo v enoposteljni sobi z še neko lastno kopalnico, pa mogoče samo 1000 evrov in tu bo ta razlika, ki je lahko tudi nekaj 100 evrov. Ja. Še kdo? Če ne, se zahvaljujem, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala, se zahvaljujem za informacije. Smo pri točki 9, sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture Brusnikova Bajta. Prosim, ima kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Pred vami je sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture. Predlagamo, da se objekt na naslovu Šentanel 15 Prevalje, ki predstavlja v naravi Brusnikovo Bajto na Šentanelu, da se razglasi, da dobi status javne infrastrukture na področju kulture, kar pomeni po domače, da ga razglasimo, da je to objekt, kateri je namenjen kulturi. Namen te razglasitve je, ker vemo, da je zdaj v slabem stanju, da bomo lahko kandidirali na razpisih, kolikor bodo prispeli in bomo mogoče dobili kako točko več in bomo lahko potem iz tistega razpisa tudi obnovili ta objekt. Tako da prosimo, da potrdite našo namero. Hvala. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture Brusnikova Bajta in ga sprejme in predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Hvala. Jaz bi tako na odboru še enkrat povedal, da sem zelo vesel, da bomo danes, upam, da to soglasno sprejeli, se je Brusnikova Bajta en izmed biserov, kulturnih biserov, ne samo Prevalja pa Mežiške doline, ampak Koroške in še širše. Da bi tudi, rečem, zahvalil se tudi strokovnim delavcem na občini in županu, tem vsem drugim, da so tudi lanskem ali par let nazaj naredili 3D skeniranje hiše oziroma Brusnikove Bajte, na podlagi katerega se bo lahko naredila tudi taka rekonstrukcija, ki si jo tako objekt tudi zasluži. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Če ne, dajem predlog na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 10, premoženjske pravne zadeve. Prosim, Urška, za kratko razložitev. Hvala za besedo. Torej, v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta mora občinska uprava po sklenitvi pravnega posla izven načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem s to sklenjeno pogodbo seznaniti tudi vas. Zaradi navedenega vas seznanjamo, da smo izven načrta pridobivanja sklenili 3 pravne posle, s katerimi smo pridobili lastninsko pravico na nepremičninah, ki v naravi predstavlja kategorizirano lokalno cesto Žagarjev-Mlinko-Tleše, na cesti Rožej in na cesti na Zagreb številka 1. V vseh primerih je bila določena enotna kupnina v višini 2 evra po kvadratnem metru. Odsvojili pa smo nepremičnine, ki v naravi predstavlja funkcionalna zemljišča k objektom po enotni ceni 20 evrov na kvadratni meter. Hvala. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Kot je že pravnica navedla, gre to samo za formalen sklep, ki je pač posledica neke druge odločitve, da se o tem poroča občinskemu svetu. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko. Se je seznanil sklenitvi vseh pravnih poslov izven načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Prevalje za leto 2025 in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja, Ivan, izvoli. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja se je seznanila z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ga daje občinskemu svetu v seznanitev. Hvala. Želi kdo razpravljati na to temo? Ne želi, potem dajem predlog sklepa na glasovanje obeh sklepov. Kdo je za sprejem sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri pobudah in vprašanji. Prosim. Kar Štefan začne, prosim.
Hvala za besedo. Imam eno pobudo, da bi se pri Pečnikovi Brunarci postavila tista smerna tabla za kmetijo Pečnik pa Močnik pa kar je še tam gor, ob rekonstrukciji ceste, ali pa je podrta tam in leži ob poti, malo je pa načel že tudi z občasa, da so tisti leseni stebri so že dotrajani, tako da bi bilo treba na novo postaviti. Hvala. Hvala. Boštjan, izvoli. Hvala lepa. Jaz imam prvo eno vprašanje, glede, kar je tudi kolega Berni prej povedal, kako Prevalje rabi stanovanje, ali je to za mlade družine ali za starejše prebivalce oziroma tisti, ki sami živijo v hišah. In načrt občine, da pri Kujnotehni postavi kar veliko novih stanovanjskih enot, kar seveda zelo pozdravljam. Me pa zanima, a zdaj še vseeno ostaja v načrtu ta dva bloka pri nasproti Lesne, kar pomeni, da bomo pa že kar dobro rešili to. Tam gre za 48 stanovanj, zdaj smo v zadnji fazi pridobitve gradbenega dovoljenja, neke popravke smo mogli narediti lastništvo, tako da bomo v kratkem dobili, upam, gradbeno dovoljenje, potem bomo postopek peljali naprej, ali bo stanovanjski sklad, ali pa bo šel izgradnja za trg. Kar se tiče pa Kujnotehne, je pa predvidenih kar preko 100 stanovanjskih enot. Hvala lepa. Občani opozarjajo oziroma sta me dva ugovorila, da če bi lahko občina postavila en WC za živali, torej med Podgonjam in med osnovno šolo oziroma vrtcem, ta del mimo Fare nima tega smetnjaka za živali. Tako. Je bil postavljen, zdaj, ko pa se gradi, je bil pa odstranjen tam glih prosim, pride nazaj. Pa tretje še vprašanje, oziroma pobuda, zdaj smo brali v Večeru, ko je Tomaž naslovil vprašanje na Zavod za varstvo dediščine za naš Pregenhaus. Vse se bodo nasmejo, ampak jaz mislim, da vseeno to mislim, da najstarejša stoječa hiša na Prevaljah, in če je dve takih poplav preživela, zakaj ne bi naprej? Seveda pa tukaj mislim, da bi mogla to država narediti, ne pa mi, in mislim, da bi vseeno pobudo kot občinski svet lahko sprejeli, pa pošljemo vse, izgubiti nimamo, kaj bilo bi pa škoda, da bi morali tak objekt podreti. Hvala lepa. Je pa ta objekt v lasti države in država se bo odločila, vse postopki tečejo, kako se bo lastnik odločil, se bo odločil. Mi svoje pripombe smo dali, tako da upam, da bo postopek tekel v tej smeri. Drugač pa objekt je nagnit in je temeljih problematičen. Ampak, gledajte, bojo rekli, kar bojo rekli. Zvoli. Popravek, oprosti, najstarejša hiša na Prevaljah je Strojnikova domačija, pol drugo je Štefanova, tam, ko je zdaj Zgornji kraj 8, tako da teta ni tako čutno. Rafi. V redu. Dobro. Pobuda je, peljali bomo, pa bomo videli, kak bo rezultat. Izvoli. Čakaj, Aleksandar reši. Mene pa zanima, glede luči, tu pri nas stražišče, Prva Riža ob železnici, zdaj smo vsi v temi tam. Vem, da se je že merilo, kaj mislim... Ja, tam pride rekonstrukcija ulice in hkrati bomo pripeljali tudi elektriko, da bojo normalna električna svetila. V tem vmesnem času bomo pa poiskali rešitev. Ravno objavljen razpis za izvajalce. Kupiti moš novo, ne splača se, je strošek obnove, tak da. Kak? Površina, odvodnjavanje,
luči. Izvoli. Jaz sem dve zadevi. Prvič, pri sanaciji sem pač opazil, da izvajalci svoje delo upravljajo zelo površno. Namreč, tule zdaj na cesti proti Lešam vidim, da so sekali drevje, metali v Leški graben, po domače rečeno. Mislim, to onesnaževanje vodotokov, to ne bi smelo biti in to je treba na nadzor, bom rekel, en pritisk izvesti, da se to očisti. Da ne bojo vodotoki spet problematični pri, bog ne daj, kakšni poplavi. Drugo zadevo imam pa glede odgovora Koceroda, ki sem ga pač prebral in s tem odgovorom jaz nisem zadovoljen, ker tam je nasplošno napisano glede monitoringa. Jaz sem pa postavil vprašanje, kam je bil namenjen dobiček preteklega leta, ki je bil ustvarjen, ter razlogi za podražitev monitoringa. Tega odgovorov nisem dobil in bi prosil, da to Kocerod odgovori na vprašanja, ne pa splošno. Hvala. Še kdo pobude in vprašanja? Hvala lepa za besedo. Mogoče bi se navedel tudi na ta razgovor, ko je Zdravko na začetku rekel za redno dejavnost, ki jo dejansko upravljamo. Nekaj, zdaj je že kar menilo dejansko celo leto tudi, da upravljamo z začetkom tega projekta pri Parku Jezero in da smo zgradili tudi plezalni center, na katerem imamo tudi seveda in prihodke in odhodke. Mogoče za bodoče na tak način tudi, ko bo Park Jezero in pa vse ostale dejavnosti, ki se bojo upravljale na prihodkovni strani in odhodkovni, kako bomo to rešili pol tudi za redne, ker investicije bojo še vedno redne tekle in mislim, da je mogoče zdaj tudi pravšnji čas, da tudi nekako vidimo te odhodke na tak način, da bomo se res tudi usedli pa pogovorili, kako bomo to storili tudi v bodoče, ker vemo tudi, da se nam še na Polani odpira pač ena možnost in bo to en tak skupek velikih fiksnih stroškov, ki bojo neizogibni, če se razumemo. In na tej strani treba pač tudi veliko narediti. Hvala. Hvala. Martina, izvoli. Hvala. Občani na spodnjem kraju 4, to se pravi 4 hiše, za skupaj držijo, to je ob krožnem pri Eurospinu. Bi želeli, da bi dobili ograjo oziroma neko škarpo, zdaj ciprese so tam, to je ob toti cesti Eurospin Špar. Če je kaj predvideno oziroma če bi se lahko dal v plan, ciprese so dotrajane, glasno je, prašno. Ja, mi smo dobili od države, od DRSI-ja, da bodo sami izgradili tisto škarpo do krožišča, zdaj pa je seveda te poplave so nekaj prinesli, ker je bilo prepoplava, zdaj bomo pa ponovno vprašali, kdaj se bojo tega lotili in kdaj bojo to naredili. Država prevzela te stroške. Berni, izvoli. Ja, vprašanje, realno kdaj lahko občani pričakujejo sprejetje novega OPN-ja. Jaz verjamem, da smo imeli zdaj teh dela z poplavam za 3 leta, da smo mogoče tudi malo lahko zadnji ostali. Je pa dejansko bi bil cajt, da se to neko malo pospeši, ker precej ljudi čaka na gradbena dovoljenja, bo sploh lahko gradili, ne bo zemljo imajo, pa tak naprej. Mi smo vmes, to skar je bo nujno potrebno, smo ga spremenili za kaj takega. Tudi ne vem zdaj, če bo to stanovanjski prostor na območju, bo treba tam kaj spremenjati, ali je to že zajeto. V glavnem, fajn bi bilo, da dobimo nek odgovor, kako dolgo še čakati, ali sploh je upanja, da se bo lahko gradil v Prevaljah na tem prostoru, ali pa da grejo kam drugam. Drugo vprašanje. V letošnjem letu se je ogromno gozdnih cest asfaltiralo. A imamo mi kak program,
kaj se še bo v bližnji prihodnosti, kjer ceste se bojo še asfaltirale, ali je to kar sproti, kakor se kaj deva, pa kakor so sredstva. Obstaja kak spisek? Obstaja spisek in obstaja program in po tem programu delamo še kaj, probamo zraven narediti, ja, točno se ve. Ne, mislim, za gozdne ceste sprašuje. Za gozdne ceste imamo 24, ali koliko imamo odobrenih, koliko imamo? 21 projektov. Lahko prideš k meni, pa ti bom pokazal. Ja, prosim. Ja, gozdne ceste. Tako da te podatki so, zdaj projektiramo projekte pridobivamo in drugo leto bomo štartali na tiste, kar so predvideni. Lahko dobim zdaj kako odgovor, ali bomo ga dali? Lahko, mi smo imeli, ne vem, dva razpisa neuspešna, ker se nobena firma ni javila, da bi za nas OPN pripravila. In pol smo zdaj smo dobili eno firmo na javnem razpisu, ki se je prijavila in zdaj postopki tečejo. Zdaj so pregledali vse predloge, zdaj so pregledali oni predloge in ocenjujejo, kateri predlogi bojo šli skozi, kateri ne bojo, zdaj moramo to pogledati in potem gre zadeva naprej. Jaz mislim, da bomo zdaj rok, ne vem, 2 leti. Če bomo v 2 leti, bomo tako dobri, ampak zdaj postopek res teče. Ja, to je relativno. Zvoli. Glejte, pri teh spremembah planskih dokumentov ni vse enostavno v smislu volje župana ali pa tudi pol občinskega sveta, kljub temu, da vsi rečejo, to sprejema občinski svet. Če mi hočemo neko površino kmetijsko spremeniti v zazidljivo, se pravi, da bo lahko območje stavbnega zemljišča, kjer pol pač lahko ljudje pridobijo gradbeno dovoljenje, mora občina znotraj te velikosti, ki jo ima, tista zemljišča, ki so zdaj stavbna, dati kmetijstvo nazaj. Drugač pa ni za pričakovati, da bo kmetijsko ministrstvo, to so državni predpisi, jaz jih malo spremljam, pa poznam kar tek, recimo, ne pristajajo na zmanjšanje kmetijskih površin, ne pristajajo pa sploh ne na zmanjšanje gozdnih površin in tu bojo zato, da se prav pove občanom, a ne, taka sprememba ni enostavna iz kmetijskega v tako zazidljivo zadevo, ker ne bomo dobili potrebnih soglasij in pol to ni stvar volje tega občinskega sveta. Tej bi sam pojasnil. Ja. Hvala Zdravko za pojasnilo, jaz to kar nekaj poznam. To je vse lepo, pa prav pa res. Treba se je pa tudi postaviti na stališče naših občanov, ko 2015 smo ga spremenjali. In jaz imam nekaj ljudi, ko bi 2015 ali 2016 imajo zemljo in čakajo, mlada družina, ali lahko začnemo graditi, ali bomo sploh lahko začeli, ali pa ne bomo smeli. Fajn bi bo, jaz vem, da vse tiste želje, ko smo mi dali na spisek, da bo jih mogoče pol ven črtanih. Samo tam, kjer pa mogoče ni bo tak problem, bi bo pa fajn neko, vem pa, da ne moreš opet malo ga pa ne bi, no. Če jih bojo samo pol ven črtali, bomo lahko kar zadovoljni. Ker ta izravnana bilanca na tem pa vztrajajo. Ali mi imamo zdaj eno možnost, da pozidljivo nazaj spremenijo kmetijsko, ker eden izmed lastnikov to želi, to je redkost, unikum, res, ampak drugače pa ni od nas odvisno, mi na koncu res sprejmemo. Ampak če nimaš ti soglasja ministrstva, ti pade zadeva, tudi če občinski svet sprejme, pade zadeva, če ne kasneje na ustavnem sodišču. Tako da delamo zdaj s polno paro, se dela naprej. No. Če preko pa nismo imeli izvajalca, pa nismo mogli delati. Dobro, še kdo? Podrazno, če ne, se vam zahvaljujem. Tiše.
Dobro, naslednjič bomo imeli vrče pa kozarce. Podrazno, Rafiše. Samo malo, prosim. Rafiše ima podrazno, prosim, Šina. Samo malo, podrazno. Da ne bo drugo leto, ko so volitve, da ne bo kakve gužve, da bo gospod Zdravko, ko piše plane pa programe strankam, da se boste pravi tudi prijavili, ker bo drugo leto so volitve, da ne boste... Ne bo zastoj. Meni je važno, da je program pravi. Hvala, razno smo končali, uspešno, hvala za produktivno delo, hvala, lahko noč. Odgovori na pobude in vprašanja podana na 20. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 12.6.2025. Občinski svetnik Rafael Škufca pove, da je tabla, na kateri so osmrtnice pri bivši tržnici, slabo dostopna, predvsem za gibalno ovirane osebe. Odgovor je podalo podjetje, javno komunalno podjetje LOK d.o.o. Zahvaljujemo se vam za vaše sporočilo in opažanje glede dostopnosti table z osmrtnicami pri bivši tržnici. Zavedamo se, da je dostop na tej lokaciji za gibalno ovirane osebe otežen. Tudi zaradi tega v JKP-logu sledimo sodobnim pristopom in želimo, da so informacije dostopne vsem. Zato že dalj časa omogočamo vpogled v smrtnice tudi preko naše spletne strani, ki je zasnovana prijazno za uporabnike. Obisk spletnega mesta je izjemen. Povprečno si ga ogleda približno 9000 oseb dnevno. Na spletnem mestu je mogoče izraziti sožalje, prižgati virtualno svečko in obuditi spomin na drage pokojne. S tem želimo zagotoviti, da so informacije o pokojnih vedno dosegljive in ažurne, ne glede na lokacijo ali morebitne fizične omejitve obiskovalcev. Občinskega svetnika Aleksandra Rističa zanima, kdaj se bo odprla cesta na Fari, ki je v obnovi. Župan pojasni, da se bo cesta na Fari rekonstruirala v 4 fazah in da se bo postopoma odpirala in zapirala, ter da se bodo dela predvidoma podaljšala za mesec dni. Vse informacije glede odpiranja in zapiranja posameznih odsekov bodo sproti objavljene na spletni strani občine.